Timotej Vilewald je 23-letni violinist, ki zaključuje dodiplomski študij v Gradcu. Kot varovanec zavoda Gallus Carniolis pridobiva priložnosti za nastope na uglednih odrih. Je pobudnik in organizator glasbenih iniciativ, namenjenih predvsem mladim ustvarjalcem. Timotej je s prijateljem pri komaj 14 letih zmagal na tekmovanju Slovenija ima talent. Je član in solist godalnega orkestra in član kvarteta. S klasično glasbo pa želi prispevati k revitalizaciji zgodovinskih mest Slovenije. Timotej, kako razumeš kulturo, ko govorimo o revitalizaciji zgodovinskih mest Slovenije? Ja, bi rekel, da v takih primerih, ko res govorimo o nekih starih mestih, o v bistvu že kulturnih spomenikih, ki izhajajo iz tega časa, torej iz neke zgodovine, iz nekega 16. 17. stoletja, je glasba takrat bila en res ekstremno pomemben dejavnik v vsakdanjem življenju. V cerkvah se je konstantno komponiralo nove skladbe, nove maše, tudi inštrumentalne, tako kot vokalne zadeve. In v bistvu je ta glasba takrat spremljala tudi to arhitekturo in so to umetnost, ki je tudi še vedno, ki jo mi občudujemo. Tako da, če zdaj še vedno obujamo glasbo in te umetnine tistih časov, je edino pravilno, da to delamo v takih okoljih, kot so zgodovinska mesta, kamor to res paše. Kako pomembno je glasba njega dni krojila vsakdanjik in praznik v teh mestih? To včasih pa pozabljamo, ne? Ja, seveda, zato ker takrat niso imeli radia, takrat niso imeli slušalk, niso imeli interneta, tako da je bila glasba pravzaprav edina stvar, ki je kakorkoli povezala nekega posameznika z vsemi temi dogodki. Zaradi tega, ker v cerkvi, takrat se je tudi še govorilo latinsko, recimo, in se človek ni mogel povezati s tem na tak način, kot se je lahko povezal recimo z doživetjem glasbe. Zaradi tega so bile takrat maše ene najbolj pomembnih. In so predvsem, v Italiji je to ena taka velika stvar in so cerkve tudi narejene akustično na tak način, da je človek lahko res v kateremkoli delu te cerkve lahko imel neko doživetje iz te glasbe, neko celostno doživetje. Pogrešaš, da bi tudi pri nas bile cerkve, ta medij v zgodovinskih mestih, kjer bi se prirejalo neke koncerte, ki odražajo duh nekega časa? No, realno je kar veliko tega pri nas, tako da ne bi rekel, da prav pogrešam to. Obstaja še potencial za recimo veliko več takih res tematiziranih koncertov, ki bi res lahko se sfokusirali samo na tako glasbo ali pa samo na neko to doživetje. Ampak je veliko tega. Tudi v moji domači Radovljici je festival stare glasbe, ki se prav s tem ukvarja in predstavlja to glasbo v gotski katedrali naše, župnijski cerkvi in v baročni dvorani, ki je v graščini, ki je vse iz tistega časa. Trenutno se šolaš v Gradcu. Zakaj se ti zdi vredno vse tvoje akademske izkušnje in to, kar se boš naučil v Avstriji, prenašati tudi v domačo Radovljico? Ja, jaz mislim, da je naloga vsakega glasbenika, da to, kar se nauči, preda drugim. To je naša primarna naloga, je, da to umetnost, ki jo mi študiramo in delamo in ne vem, kaj vse razmišljamo o njej, da jo potem na nek normalen način predamo publiki. In te moje koncertne dejavnosti doma so se začele zelo amatersko in zelo na hitro, ko smo začeli enostavno že v srednji šoli s kakšnimi skupinami igrati. Potem se je pa razvil iz tega nekaj, kar jaz zdaj vse bolj opažam, da v bistvu ima res neko težo tudi za poslušalce, zaradi tega, ker dobijo nek odnos do glasbe in tudi do vsega tega okolja. Vedno se poudarja, da je res ena lepa atmosfera, in da to poudari vso umetnost, ki jo mi tukaj predstavljamo. Glasba bi mogla biti v Sloveniji bolj pomemben repertoar na seznamu turizma. Ja, to se pa strinjam. Ja, jaz mislim, da je velikega potenciala neizkoriščenega tukaj, sploh pravzaprav v manjših mestih. Ker nekako prihajamo zdaj v ero turizma, tega mikroturizma v manjših lušnih mestih se vse več dogaja. In je zelo vredno investirati v take dogodke, ki človeku lahko dajo en lep zaključek dneva. Kaj bi ti priporočil tem malim mestom, glede na tvoje izkušnje iz Gradca in iz drugih mest po Evropi, kjer si nastopal? Naj najdejo nekoga in naj mu zaupajo, da bo vodil ta umetniški razvoj. Mislim, da je zelo pomemben, da se umetniku pusti proste roke, zato da lahko on
mislim, da lahko on vidi, kaj je potreben, a pa kaj bi res dobro pasal zdaj v to, kar oni hočejo narediti pa z mestom. Pa z večjo umestitvijo kulture v ta manjša mesta bi tudi razbremenili turistične tokove, ne? In pomagali tudi k temu, da ne bomo govorili o množičnem turizmu v teh večjih mestih. Ja, ziher, ker tudi sama klasična glasba ni v osnovi namenjena ogromnim množicam, ne vem, travnikih pa po štadionih, je namenjena pač res sploh taka stara, za neke bolj intimne atmosfere, za neke bolj intimne dvorane. Zato so res majhna mesta idealna, da se glasbo izvaja potem v cerkvah, v atrijih, v majhnih dvoranah, kjer v bistvu taka glasba najbolj zazveni in najbolj tudi pride do človeka. Želeli bi si verjeti, da je ta stara glasba, da je klasika, nova črna v turizmu, da bi se ognili temu populizmu na prvo žogo, kar se glasbe tiče. Želeli bi si. Ja, jaz tudi mislim, da je problem tega, torej klasične glasbe, da si mora človek zanjo malo več časa vzeti. In si morajo investirati malo več energije v to, da jo razume in v to, da jo posluša. In zato je včasih tudi, žal, mogoče turističnim ustanovam bolj všeč kakšna taka populistična zadeva, zato ker pač enostavno tam hitreje dobijo publiko, kar je seveda čisto legitimno. Ampak jaz mislim, da če vztrajaš pri neki stvari in res uspeš, tako kot je uspel Festival Ljubljana, kot je uspel tudi Festival Radovljica in Festival Brežice. Mnogi, seveda, ja, mnogi taki festivali, ki so resnično na vrhuncu dejavnosti, in so sestavljeni okrog teh nekih res vrhunskih umetnikov, ki jim pustijo, da delajo svoje. Oni so si ustvarili mesto na tem zemljevidu tudi turističnih atrakcij pravzaprav in pa umetniških presežkov in res, mislim, privlačijo ljudi, brez da bi to izpadlo kot neka taka, kako ne rečem, popularna stvar. Ne? Zaradi tega, ker ljudje vejo, kaj pridejo poslušati in vedo, da bodo dobili res kvalitetno stvar. Mesto, ki si ne nadane plašnic na oči, ne? In ki spusti tudi klasično glasbo v svojo jedro, ne? Na nek način vzgaja svojo publiko, ne? Ja. Razsvetljuje obzorja. Zagotovo. In to je pravzaprav, če se navežem na tisto, kar sem prej rekel, glede tega, da si mora človek vzeti čas, je to najpomembnejša stvar. Zato ker klasična glasba dandanes ne pride do človeka na naraven način, kot je včasih, ker pride do njega popularna glasba. In torej je naša naloga kot organizatorji, kot umetniki, da pravzaprav res to glasbo uspemo nekako predstaviti ljudem na dostopen način in da jih s tem vzgajamo, da dejansko jim s tem nekako odpremo pot do novega dojemanja te glasbe, ki je pa med nami že zelo dolg časa in še vedno rezonira. Timotej, s kakšno glasbo bi najlažje pobožal starodavno Škofjo Loko? Ja, jaz moram reči, da vedno, ko pomislim na te stvari kot violinist, meni pridejo na misel Bachove solo sonate in partite, to je en vrhunec našega solo repertoarja, ki je tudi nastal v baročnem času in res paše v vsako cerkev, v vsako knjižnico, povsod, kjer se nabira znanje, kjer se izmenjuje, kako ne rečem, globoke ideje. Tako da meni take stvari najbolj pašajo. V kakšnega človeka te je spremenila ta stara glasba? Da ne bom izpadel preveč tak, mogoče malo bolj razmišljujočega, ker je to res glasba, ki terja od predvsem interpreta, da se vanjo poglobi v vsako noto. Meditativna na svoj način? Ja, na svoj način zelo meditativna. Ne? Se mora človek kar prisiliti v nek stanje meditacije, zato da jo lahko res dobro izvede, v smislu nekega res telesnega zavedanja in miru. Ampak je pa to res glasba, ki je nastala iz glav ljudi, ki so takrat res razmišljali o tem. In ni bil, ja, seveda, ni bil njihov načrt s tem impresionirati, ampak je bil njihov načrt s tem se dotakniti človeka.